Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti spoštljivo pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo govorili o vključitvi Slovenije v EU BIM Task Group in odgovorili na vprašanje, kaj to pomeni za gradbeni sektor v Sloveniji. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Lep pozdrav. Tokrat v oddaji gostiva Ksenija Marc iz DRI in predstavnica Slovenije z EU BIM Task Group. Dolg naslov. Pozdravljena, Ksenija. Pozdravljena oba. Lahko v parih stavkih predstaviš, kaj počneš, kako si povezana z BIM-om? Direktno z BIM-om nisem povezana, sem namreč vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj na DRI-ju. Posredno pa sem, namreč v naši firmi smo tekom okoliščin že pred 2 letoma recimo, ali pa celo 3, spoznali se s to tehnologijo in nekako sem jaz tako osebno, kot tudi glede na pozicijo, ki jo imam pač v firmi, prepoznala veliko prednost in vsi skupaj smo, bom rekla, začrtali ne prihodnost, ampak ene usmeritve, na katerih bi morala tudi naša firma, ki je eden največjih državnih inženirjev, delamo za javne naročnike, delati naprej. Mi smo sicer v 100% lasti države, ampak to nas še bolj zavezuje, da smo na tisti liniji, ki naj bi javnim naročnikom čim bolj pomagala k ekonomičnim, učinkovitim projektom. Vsaj bolj, kot so danes. To moram priznati, da sem bil precej presenečen, ko sem prvič slišal za to, da se eno tako podjetje kot je DRI že aktivno ukvarja z tehnologijo kot je BIM. Pa bi mogoče vprašal na tem mestu, kako oziroma na kak način ste se sploh srečali v podjetju s tem? Vam je to kdo predstavil, ste mogoče imeli kak projekt, da ste s tem začeli, na kak način ste se lotili izobraževanja kadrov in to? Ja, to je bilo zanimivo, bom rekla splet okoliščin, ampak očitno je bilo tudi namenjeno tako. Mi smo leta 2013 na javnem razpisu pridobili sredstva sklada za razvoj kadrov in ustanovili skupaj s 15 partnerji kompetenčni center. Takrat je bil nekako cilj največ znanja pridobiti na področju trajnostne gradnje, vendar so bili tukaj tudi partnerji, ki so se z BIM-om takrat že zelo ukvarjali, predvsem lahko izpostavim Lineal, in oni so to tehnologijo nam predstavili kot nekaj, kar nam prej ali slej ne uide. Moram priznati, da smo že na prvih predstavitvah in takšnih notranjih usposabljanjih vsi sodelavci, ki smo sodelovali, potem pa takoj tudi vodstvo, hitro prepoznali koristi, ki bi jih te tehnologije prinašale naročnikom in za javne investicije. Namreč ne takoj, ne samo glede samega projektiranja, ampak posledično tudi kvaliteta dokumentacije, kvaliteta tenderjev, popisov, da se da količine na dovolj neobjektivne in avtomatske načine pridobivati, da se da tudi simulirati in spremljati terminski plan. Vse to so vprašanja, za katere mi, bom rekla, tudi zakonsko odgovarjamo, da ne rečem računskim sodiščem, kohezijskemu skladu do kriminalistov. In to je tudi tista točka, na kateri smo mi vsi videli, da BIM orodje prinaša eno objektivnost, eno točnost in eno drugače vrste zanesljivost pri investicijah, ki so pač pod takšnim drobnogledom. Mi vemo, da se privatni naročniki, zasebni naročniki velikokrat prej prepoznajo takšne prednosti teh tehnologij. Tukaj pa smo mi kot neke vrste inženir države na velikih investicijah
to prepoznali v vlogi tistega, ki mora skrbeti, da je vse to korektno speljano in na koncu tudi odgovarjati, bom rekla, pred določenimi inštitucijami, ne. In to orodje je dovolj objektivno, po moje, da da odgovore tudi pri takšnih revizijah, da ne rečem. Pustimo, vsi se zavedamo in to hitro prepoznaš, da je samo projektiranje seveda na drugem nivoju in bolj zahtevno, ampak tudi na koncu koncev bolj točno, da je potem 3D vizualizacija bolj primerna, bolj enostavna, tudi da ne rečem, da sprintaš eno 3D fotografijo in jo daš na steno delavcev, ki bo nekaj montiral. Ampak prav iz tega naslova se nam zdi kot kontrole celovite investicije v smislu stroškov in v smislu časovnega spremljanja smo to prepoznali kot eno tehnologijo, ki jo je treba v firmi na nek način osvojiti. Se pravi, če se pogovarjamo o teh črkah, to ni samo 3D, je tudi 4D, je tudi 5D, s končnim ciljem, da bi uporabniki, ki skrbijo za velike infrastrukturo in pač javne investicije, imeli orodje, s katerim se to lahko vzdržuje, te investicije, tudi v fazi eksploatacije. Se pravi, da bi služilo tudi kot neko orodje na koncu, ko je objekt zgrajen ali pa infrastruktura zgrajena, za spremljavo in za upravljanje. Tako da jaz to vidim kot eno res dolgoročni proces in kar zdaj slišimo in opazujemo na nekaterih kongresih, se to v določenih merah v svetu že izkazuje kot realnost. Lahko samo eno podvprašanje, oprosti, Matevž. Tu si omenila, da imate en kup kontrolorjev nad sabo, med drugim tudi Računsko sodišče, državo kot samo, druge investitorje. Pa me zanima, glede na to, da je BIM dokaj nova stvar, pa da zakonodajno to še vse ni povsem rešeno. Kakšne so pa vaše izkušnje v DRI s tem? A je to morda samo orodje, ki vam je v pomoč pri nekih uradnih dokumentih, ali se to že kaže, da bi lahko storili korak naprej tudi na drugih področjih v Sloveniji, pa v drugih procesih povezanih z gradnjo? No, mi smo od tega v tem trenutku še daleč. Mi smo vsi to prepoznali kot tisto objektivno orodje, ki bi, če bi s tem delali v celotnem procesu, dalo jasne odgovore, da ni možnih nekih napak, nekih pogreškov, nekih, da ne rečem tudi manipulacij, kar je pač toliko objektivno in je vse jasno. In iz tega naslova ne morem reči, da mi to že danes uporabljamo, ampak dejstvo je, da bi vsi ti kontrolorji imeli polovico manj vprašanj, če bi jim pokazali, da se s takšnim načinom spremlja investicijo. Od nastanka, tekom gradnje do zaključka. Ne? Zato smo tudi potem tekom tega kompetenčnega centra dejansko organizirali usposabljanja. Tukaj so bili predstavniki CGS-a, ki so nam pokazali svoje, pa udeležili smo se konferenc in tudi eno usposabljanje smo imeli za prav te programe za pregled modelov, zato ker mi se pač nikoli ne bomo ukvarjali s programi, ki služijo projektantom, pač pa s programi in z orodji, ki so tako imenovani viewerji in checkerji in ki služijo uporabnikom, da ne rečem končnim, ampak tistim vmesnim uporabnikom. Ne? Mislim pa, da je bil potem preboj, če rečem, v širši okolici, ko smo z naše firme pristopili do Darsa in predvsem do Ministrstva za infrastrukturo, jim to predstavili, tudi tam, priznam, je bilo takoj prepoznane vse prednosti, ki jih bo enkrat to orodje nudilo. Jaz ne rečem, da jih danes že lahko, vsi skupaj rečemo, da jih nudi.
In recimo rezultat tega, lahko rečemo, je kar uspeh zame velik, da se je Dars odločil, da predor Karavanke razpiše z zahtevo po BIM tehnologiji. In se dejansko danes predor Karavanke, torej druga cev, projektira v pravem BIM-u. To je recimo zame kar velik uspeh, tudi zasluga naše firme, to lahko rečem. Ja, to na vsak način. V bistvu dejansko mislim, da Eleja to projektira, pač to predor Karavanke, ne? Ja, tam je več partnerjev in moramo reči, da se vsi partnerji zdaj vidimo dovolj dobro znajdejo in projektirajo praktično res pravi BIM, tako predor kot vsi objekti od zunaj, infrastrukturni, torej viadukt, nasipi, trase, kanalizacija, vse. Moram reči, ne, da to, kar slišim, pa v bistvu, da ste pristopili k Darsu in pristopili k Ministrstvu za infrastrukturo, moram reči, da čutim v bistvu to, da fakulteta za gradbeništvo, recimo vsaj v Ljubljani, recimo, ni nekako naredila dovolj. Skratka, prihajam iz te fakultete, ampak čutim, da dejansko očitno nismo dovolj naredili za to, da bi te stvari predstavili Darsu, predstavili Ministrstvu za infrastrukturo že dovolj prej, da bi se v bistvu jaz meri pravim, da je grozna napaka se zgodila ta, da je Dars, ko je bil v tistem velikem zagonu, ko je Slovenija gradila avtocestni križ, v bistvu, če bi se to v tistem času začelo uvajati, bi bili v tem trenutku, 2016, že mnogo dlje z BIM-om kot nekim praktično danes osnovnim orodjem oziroma z osnovno tehnologijo, skozi katero se bo delalo, se dela in v bistvu dejansko upravlja vse to infrastrukturo z gradbami in vsem. Ne? To v bistvu ni bilo toliko vprašanje, kot je bilo v bistvu nekako ugotovitev. No, ne vem, če se ravno strinjate oba dva s tem, ampak nekako bom rekel, da sem kar slabe volje zaradi tega. No, jaz se pa bojim, da je bilo takrat prezgodaj, ker ne vem, koliko je bilo v svetu, vedno je treba pokazati, da je v svetu že to veliko narejenega, ne? Mi ne moramo biti prvi in mislim, da pred 10 leti pa temu ni bilo tako, da bi lahko že kar rekli, da se v svetu to uporablja kot en, bom rekla, ne že prav standardni, ampak običajen proces. Tako da po moje takrat ne bi s tem še uspeli. Ja, mi dva imamo malo težav s tem, ker vemo, kako dolgo že v raziskovalni sferi govorimo v tej smeri. Tako da morda se jaz tudi moram strinjati s tem, da takrat bilo mogoče prezgodaj, se pa ne strinjam s tem, da ne bi bilo treba biti med prvimi, vsaj v Evropi, če že ne na svetu. No. Ker vemo, koliko se je takrat govorilo o raznih aneksih pa tako naprej. In kolikor smo zdaj govorili, vidimo, da se s temi orodji veliko lažje spremljajo projekti in veliko lažje je preprečiti take dogodke vnaprej. Vsaj mislim, da je tako. No. Ja, jaz tudi računam na to in zato smo tudi k temu tako, bom rekla, pristopili. Res pa je, da se v tem krogu z ljubljansko fakulteto nismo prav veliko srečali, več zanimivo za mariborsko. Tudi v teh naših kontaktih tekom kompetenčnega centra so z mariborske fakultete bolj pristopili. Jaz bi si želela, moja fakulteta v osnovi je ljubljanska, da bi veliko več sodelovali, predvsem pa, ker vidim, da mlajše generacije, ki jih imamo zdaj tudi tukaj pri nas zaposlene, s tako lahkoto vse to osvojijo, prav res z lahkoto. Ne? Jaz se moram že malo bolj potruditi za ta znanja. In mislim, da je treba zdaj, to verjamem, da počnete na fakultetah, te nove generacije kar kot samo po sebi umevno, ne? Priučiti temu, da bodo delali s temi orodji.
Ja, zdaj ta orodja, v bistvu enkrat smo imeli gosta, ki je pač doštudiral na fakulteti za gradbeništvo in je v bistvu zanimivo izrazil. V bistvu njegovo mnenje je pač, da učenje teh konkretnih produktov na fakultete ne sodi, ampak da v bistvu mora fakulteta poskrbeti za neko celovito razumevanje tega procesa, načinov in jasno tudi delne uporabe, ne pa v bistvu, da se konkretno vežemo na enega izmed proizvajalcev oziroma razvijalcev teh orodij in potem pač delamo in predstavljamo BIM skozi pač orodja na mesto, skozi v bistvu neko tako bolj poglobljeno razumevanje celotnega procesa gradnje. S tem se strinjam tudi jaz. Nisem imela v mislih, da se nekdo uči dela z orodji, ampak kot filozofijo, kako je treba pristopiti in kakšen je pač ta pogled zdaj na projektiranje. V tem smislu sem imela, da morajo biti v bistvu študenti s tem nekako seznanjeni. Nikakor se ne pričakuje, da se bo fakulteta ukvarjala z učenjem, ne vem, posamičnih programov in to, po moje, to res ni za fakulteto. No, mene zelo veseli, da se mi strinjamo v tem, ker jaz sem tudi to enkrat na eni konferenci vprašal in sem predstavil, vso paleto programov, BIM programov in sem rekel, ok, industrija, povejte, kaj bi vi želeli, ne učimo študente, ne? Ker recimo tu že imamo dva taka programa, en je Revit, en je Archicad, in ne moramo se usmeriti v vse, potem je še Allplan, pa še en kup drugi, da ne bom koga pozabil. Mi je pa všeč to, da se tudi vsi zavedamo, da je treba ta nov pristop k projektiranju privzgojiti novim generacijam. Pa še nekaj bi komentiral, to Matevž kritika na nas, da je DRI pogrešal podporo tudi s strani Ljubljanske univerze in jaz zase obljubim, da bom pač delal vse v tej smeri, da v prihodnosti do tega ne bi več prihajalo. Ja, to je pač, recimo, da najin doprinos k temu, sigurno so že tale BIM podcast oziroma BIM pogovori, saj delno sva potem mogoče bolj direktno vključena v to, ampak Mogoče smo se dotaknili že enih par stvari, pa recimo, da jaz sem zmeri mnenja, da vpeljati eno tako tehnologijo v gradbeni sektor, ki je tradicionalno zelo počasen za prevzemanje novih stvari. In skratka mnenje sem, da je to v Sloveniji možno doseči samo na ta način, da se dejansko javna naročila za javna naročila v celoti zahteva tak pristop. Tako da, kako daleč smo pa s čem takšnim zakonodajno, mogoče Ksenija veš kaj o tem? Jaz bi zdaj pa preskočila na to, da je bil en prelomni dogodek, bom rekla v tem smislu, po mojem mnenju, BIM forum na Bledu. Takrat so organizatorji uspeli pripeljati v Slovenijo Adama Matthewsa, gospoda, ki je predsednik EU BIM Task grupe. Ta skupina je neposredno podrejena Evropski komisiji in skrbi prav za to, da bi poenotili merila, stališča in pristope v celi Evropski uniji, da bi se javni naročniki v vseh državah na približno enakomiren, enak način posluževali, bodisi ni rečeno obvezno, ne, ampak da bi sami začutili, da je to način in da bi imeli tudi neke smernice. Zato, ker jaz vidim, da je zelo težko vsi, ki smo jih tudi združenja si bi jim kontaktirali na ministrstvih, na posamičnih razgovorih, so prednosti hitro prepoznali, nekega inštrumenta, kako to uveljaviti pri nas v zakonih v javnem naročanju, da bi bilo vse, bom rekla, regulirano brez težav, pa ni bilo, ne? Tudi jaz ga nisem znala pokazati, nihče od nas ga ni znal pokazati.
kot rečem, se tudi Evropa tega zaveda in je prav zato očitno ustanovila to skupino, v kateri do letos Slovenije ni bilo. To nas je predvsem v združenju SIBIM zelo mučilo. Člani te skupine so predstavniki državnih inštitucij iz vseh držav. Zdaj, iz Slovenije smo potem na forumu na Bledu, so kolegi predlagali, da naj bi bila to jaz, nekako to ustreza. In sicer prihajam iz firme, ki je v 100% lasti države. Podoben primer je tudi v Španiji, tudi oni imajo predstavnika iz firme, ki je nekega podobnega značaja kot naša. In tam so bili tudi na forumu na Bledu predstavniki ministrstev in končna pobuda, da bi Slovenija imela svojega predstavnika, je prišla potem z Ministrstva za infrastrukturo. Z njimi smo se že pač o tem, kot sem rekla, jih prej informirali in oni so bili potem tisti pobudnik, ker to mora priti iz državnih vrhov. Nobene civilne združenja ali pa iniciative ali pa univerze ne morejo dati pobude, da bi bila Slovenija članica ali pa bilo katera država. Zato tudi danes lahko pač z veseljem ugotovimo, da nismo več ena od tistih redkih članic, evropskih, ki ni imela predstavnika v tej skupini. Gre pa za to, da bi se ta skupina se ne ukvarja z standardizacijo. To je zadeva, ki se tiče drugih inštitucij, predvsem Building Smarta in podobnih in organizacij za standardizacijo. V tej skupini so predvsem zadolžitve so sledeče, ne bi bile nekako predstaviti koristi BIM za javne naročnike, ne, da bi sami to prepoznali. Predvsem se poglobiti tudi v javno naročanje, tako da bo tako v skladu z evropskimi direktivami in da hkrati ne bi bilo potrebno s temi dodatnimi zahtevami v javnem naročanju spreminjati nacionalne zakonodaje. Zato, ker to je potem spet ena procedura, ki še bolj zaustavlja in odlaga proces uvajanja BIM-a v neko družbo. Seveda gre tudi za določene tehnične podatke in procese, ki se jih uskladi, da bi bili približno enakovredno obravnavani v vseh državah. In velik poudarek je tudi na znanju in vlogah posamičnih deležnikov, od naročnikov do izvajalcev, potem razširiti znanja v sfere tudi izven projektantov, ne, ker tega se zavedajo povsod. In glavni cilj te skupine je izdelava enega priročnika za javne naročnike. To recimo bi bil glavni cilj. In jaz mislim, da skozi ta priročnik, ki naj bi bil mogoče v 2 letih, oziroma zagotovo v 2 letih pripravljen, zdaj se po posamičnih delih dela že na temu priročniku, mislim, da bo potem ena taka osnova, da nihče ne bo mogel reči, ja, se nimamo osnov, se ne moremo, se ne vemo kako. In da bo tudi napisan tako, da bo onemogočal ne vem kakšne postopke pritožb na Državne revizijske komisiji. To je namreč tisto, kar velikokrat zavira projekte javnih naročnikov. In računam, da bi potem skozi ta priročnik bil tudi sistem javnega naročanja za vse, ki bi si v državi to prepoznali kot dobro, bistveno bolj enostaven. Ne? In tam bi bile usmeritve tako, kako naj bi zahteve naročnikov predpisali, kako naj bi lastniška razmerja glede modelov definirali in podobne zadeve. No, in lahko še povem, da smo imeli prejšnji torek eno web konferenco člani te BIM task skupine, kjer so pa predstavili kolegi, ki to vodijo,
rezultate ene ankete. To so pošiljali vprašalnik z 33 vprašanji 21 državam, takrat Slovenije še ni bilo med članicami. Odgovore so dobili od 16 držav in zanimivo je, da povsod v vseh 16 državah so v zadnjih 2 letih opazili izrazit razvoj in pojavljanje BIM-a, ne glede ali je z javnimi naročili ali ne, pač na tržišču. Zanimivo je, da recimo samo v 3 državah imajo pa popolnoma implementiran nacionalni program in tudi že v veljavi, kjer se za javna naročila zahteva BIM. Tukaj imam podatke, da v 6 državah ga uvajajo, v 2 je že nek napredek poznan, v 4 recimo ga pa še niso začeli. Tako da žal Slovenija, moram reči, da se ni še začela na tem nivoju ukvarjati, ne? So to bolj parcialni primeri. In potem vedno, recimo v 7 državah imajo že standardne pogodbe, ki imajo BIM za javne naročnike kot obvezo. Nekateri imajo natančno opisane zahteve naročnika, opredeljene lastninske pravice glede modela in podobno, ne? Sploh pa v vseh podobnih vprašanjih nekako odstopa teh 6 do 8 držav, v poročilu pa niso bile opredeljene z imeni. Mi slutimo, katere so, ne? To so skandinavske države, pa zagotovo Anglija in še nekatere druge. Ne vem, Nemčija in Avstrija, vemo, da z velikimi koraki v zadnjem obdobju gresta v to smer. Njihova priporočila so pa predvsem javno predstaviti prednosti BIM tehnologije. Tu se pač, jaz bom rekla, vsakodnevno na nek način jemljem za dolžnost. Mislim, da združenje SIBIM tukaj tudi veliko prispeva. Vi dva kolega s tem podcastom zagotovo tudi izjemno. Potem priporočajo, da se uporabi javna naročila kot vzvod za uveljavitev programa vpeljave BIM tehnologije, ne, v javni sektor. In jaz si mogoče mislim, da nekega dne bo prišla zahteva, da recimo se kohezijski projekti financirajo iz teh sredstev le takrat, ko bodo projektirani in uveljavljeni v BIM tehnologiji. Jaz mislim, da v določenih, oziroma da v kratkem, ali pa ne tako kratkem, v enem doglednem obdobju bo do tega po moje prišlo. Vendar pa tudi opozarjajo, da morajo biti na razpolago v državi sredstva za uveljavitev takšnega nacionalnega programa in tudi vzpostavljen nek izvršni tim, ki bo to speljal, ne. To si jaz obetam, da bo dejansko šlo lažje, ko bo ena smernica na nivoju Evrope narejena, da se ne bo treba naši državi prav čisto sami iz ničle ukvarjati. Ja, če lahko malo prekinem, v bistvu sva, mislim, da smo zadnjič na podcastu slišali, da v Skandinaviji ali na Švedskem dejansko gradbeno dovoljenje zaprosiš kar tako, da bolj ali manj odložiš BIM model in potem pač upravna enota to odobri oziroma ne odobri. In skratka, znajo dovolj, da pogledajo stvari. Tako da najbrž smo od tega v Sloveniji še precej daleč, ampak je pa na vsak način zelo lepo slišati, da se stvari resno premikajo in da mislim, da smo glede BIM-a dejansko tako neko kritično maso se dosega ali pa je že dosežena, ko recimo neke poti nazaj v bistvu ni več in je več kot jasna smer, da je v bistvu naprej za gradbeništvo in za pač gradbeno industrijo v celoti v bistvu edin z uporabo BIM-a. Jaz bi imel tu še eno vprašanje. Jaz vidim to skupino predvsem kot
eno skupino, v okviru katere se bo izmenjevale izkušnje posameznih držav po Evropi. Ja, od tega se vsi... Od tega pravim si obetamo veliko, posebej zdaj, ko čitam določene povzetke teh njihovih sestankov in tega, kar je bilo še za nazaj. Jaz mislim, da bo prav na ta način tiste prednosti, ki so jih na nekaterih državah že osvojili, pa tudi tam, kjer so se, bom rekla, spotaknili, ne, da bo zdaj to nekako prenešeno in izmenjeno tudi k nam drugim državam. In od tega se v bistvu največ obetamo. Tu je tudi na nek vrste cilj, po moje, te skupine. Prav njihov moto, če ga skušam prevesti, je združiti nacionalna prizadevanja v skupen in usklajen evropski pristop za razvoj vrhunskega digitalnega gradbenega sektorja. Tako sem jaz to razumela. In tukaj se vidi, da zdaj so še razlike velike in ne bi se to potem enkrat združilo. Da razlike so, tako vemo, ker že vsi v bistvu govorijo o tem, da so skandinavske države mnogo pred ostalimi. Zdaj se tudi Velika Britanija približuje tem državam s to novo nacionalno zakonodajo, čeprav so z Matevžem že tudi na podcastu opozarjala preko njihovih poročil, da čeprav imajo uzakonjeno, še tudi sami niso pripravljeni čist na ta prehod. Ampak mene bolj to zanima, ali se v okviru te skupine že kažejo države, ki so si podobne, ali smo mi v Sloveniji med zadnjimi, ki to uvajamo, ali so mogoče še kakšne države, ki se tega še sploh niso lotile, ker mi dejansko smo za inicijativo DRI, pa recimo zdaj s tem tunelom, ki se projektira, v bistvu kar delamo velike korake naprej, ampak kje v Evropi v bistvu so še čisto na začetku, to je bilo eno vprašanje. Druga pa to, mislim, da v tej skupini več držav, kot jih je odgovoril, mislim, da si omenila, da je 23 anket bilo poslanih, odgovor je bilo pa samo 16, mogoče teh 7 sploh niso še nič naredili v tej smeri, ali, mislim, ne znam si predstavljati, zakaj ne bi odgovorili na tako vprašalnik, če aktivno sodelujejo v skupini. No, prejšnji torek na tej web konferenci je bilo prav to moje vprašanje predsedujočemu, če bi lahko zvedeli, katerim so poslali, pa katere so odgovorile. Se one ne bodo po posamičnih, ker mene je to res zanimalo, da niti niso bili in iz tega sklepam, mislim, tako kot si ti omenil, da so nekateri mogoče še bolj zadaj, če niso niti odgovorili, da so sicer formalno zraven, ampak če niso niti odgovorili na tistih 33 vprašanj, ker zahtevano je bilo, da država pošlje en odgovor kot en vprašalnik, ne? Mogoče bom izvedela, katere nisem še, zdaj je to v bistvu začetna srečanja so bila in te začetni kontakti, tako da nisem še, ne moramo opredeliti, katere so tiste države, ki recimo bi se lahko nekako z nami primerjale. Očitno so pa eni tudi še zadaj. V bistvu je eno vprašanje, ki je mogoče sicer jasno spet povezano s tem BIM task grupom. Pač predvidevam, da to potem pomeni 23 ali 24 članic je trenutno vključenih. Ja. Tako samo za predstavo vsem ostalim, ne, ker enkrat sem bil na enem podobnem takšnem sestanku, kjer je bilo približno toliko različnih strank. Kako te stvari sploh teče? Se da sploh kaj izmeniti? Oziroma drugače povedati, kdo je tist, ne? Ker ponavadi sta zmeri 2 ali pa 3, ki vlečajo voz, vsi ostali bolj ali manj smo tudi v mojem primeru gledali in se učili zraven in kimali z glavo in tako naprej. Ne? Koliko vpliva na celotno dogajanje Slovenija sploh ima oziroma kaj lahko mi kot Slovenija ponudi tej skupini? Ja, zaenkrat je tako, da glavni in predsedujoči torej, in tudi njegov pomočnik sta Britanca. In ko je se zgodil, pa skoraj zgodil Brexit, smo takoj dobili obvestilo, da pač to nima veze s tem, ker oni so s strani Evropske komisije še vedno
poimensko in drugače imenovani in da to deluje vse naprej brez obzira na politično vlogo oziroma status Velike Britanije. Sem pa že prej omenila 4 delovna področja in seveda 23 ljudi se nam ima kaj zmeniti, ne? Ali pa držav. Tista delovna področja potem vodijo posamični člani, ki imajo pač enega ali 2 sodelavca in tako kot zdaj vidim v teh, zdaj je 3 mesece, kar sem nekako v kontaktih, se potem te posamične delovne skupine pripravijo poročila in se izmenjajo informacije. Enkrat na leto je taka generalna skupščina, kjer se čisto vsi dobijo, drugače so te delovne konference, večinoma očitno po Skypu, in srečanja v ožjih krogih tistih delovnih skupin. Zdaj jaz jasno, kot čisti novi član, nisem v nobenih in računam, da ko bodo kaj, zdaj koliko lahko mi ponudimo v tem trenutku, po moje ne veliko, nekaj izkušenj, ki smo si jih pač na tak drugačen način, brez pretirane podpore od zunaj dobili in lahko povemo, da imamo združenje ustanovljeno in da smo seznanili vse državne inštitucije, to so zdaj vsi seznanjeni ministrstva s temi, bom rekla, s to tehnologijo in s temi prizadevanji. Ne bom rekla pa, da že popolnoma sodelujem v kakšni od teh skupin, tako da to bom poročala mogoče v kakšnem naslednjem pogovoru. Na vsak način bi bilo dobro tako na toliko in toliko časa v bistvu se dobiti, recimo po tisti vaši letni konferenci, skupni, da pač recimo malo povzameš v bistvu letno dogajanje, zaradi tega, ker mislim, da to je eno tako vsem znanje, ki je pomembno, ni sicer tehnično znanje, ampak je pa znanje, kam stvari peljejo, koliko hitro se stvari dogajajo. Ker prej si rekla, da se bo pač v nekem doglednem času to definitivno zgodilo, se pravi, ta priročnik se pričakuje v 2 letih. Ja. Naprej sem prepričan, da bo že v enem letu, že čez 1 leto prvi draft recimo pripravljen, ker te se pol to usklajuje še 2 leti najbolj pol po tistem. Bi pa eno stvar rekel, da mislim, da z slovenskimi izkušnjami pa relativno majhnostjo trga, kakršnega imamo, v bistvu je lahko to samo pozitivno za nas. Da se da, čeprav običajno zgledamo, kot da se ne znamo nič zmeniti med sabo, je pa v tem primeru se mi zdi, da s tehničnim napredkom pa znanjem, ki se pridobiva in z gradnjo karavank in podobnimi projekti, da je to nekaj, kar se ne smemo sramovati, zato ker to so stvari, ki mislim, da tudi na svetovnem nivoju nekaj pomenijo in je to se pač treba včasih malo pohvaliti, tudi navzven. No, s tem se strinjam, ja, tudi jaz, res. Jaz bi imel pa to eno drugo vprašanje in sicer moje izkušnje z gradbeništvom v bistvu izhajajo iz izvajalskih vrst, potem nazaj, preden sem pač prišel na fakulteto in to. In mene od nekdaj zanima, kot končni uporabniki, kako bi se lahko z BIM-om dejansko reševali problemi, ki se zdaj pojavljajo v aktualnih, recimo v projektih, ki so v izvajanju. Recimo vem za primere, ko so se ene zelo veliki objekti so se gradili, pa v bistvu dokumentacija še sploh ni bila končana. A bi lahko v takih primerih BIM-e uporabljali a bi se lahko v takih primerih z BIM-i bolj pomagali, kot si trenutno pomagamo? To, mislim, da je to edini pravi naslov za eno tako vprašanje, ste prav vi kot nadzorniki teh velikih projektov. A bi lahko v takih primerih BIM pomagali? Ne? Ja, jaz sem prepričana, da ja. Jaz ne vem, želanje, da tej CBIM konferenci v Lendavi sem imela par primerov.
tudi če so projekti res izvrstno izdelani in pripravljeni, tak je bil recimo viadukt Črnikal, jaz ne moram reči, da je bil tam en sam načrt oziroma ena sama napaka, ampak ko prideš do tako zahtevnih projektov, je potem že tistemu, ki se poglobimo v načrte, bom rekla, tista 3D predstava, čisto fizično, ni tako enostavna, ne. To je bil že takrat, pri takšnih projektih bi lahko nekoliko pomagal 3D predstava, pa pustimo vse ostalo, kar sem prej omenjala, 4D, 5D. Potem recimo, bila sem vodja sanacije vodovoda zdaj na Onkološkem inštitutu in ko smo tam odprli viseče stropove, da bi pač po projektu zgradili ta nadomestni vodovod, mi je prvo prišel na misel BIM model. Vseh tistih inštalacij, ki so recimo v eni bolnišnici potrebne, ni šans, da jih nekdo prikaže korektno v 2D načrtu. In jaz mislim, da posebej za takšne primere bi bila to enkrat nujna praksa. Tako zahtevne zadeve, kot so vse tiste inštalacije, preboji pri konstrukciji, požarne lopute, ne vem kaj, to jaz mislim, da je rešitev dolgoročno za neke izdelke brez napak BIM. In potem za vzdrževanje. In recimo imam sodelavca, ki je elektroinženir in je delal za Francoze na TEŠ 6 in tam so izvajalci, Francozi, uporabljali BIM v fazi izvedbe in so imeli na gradbišču BIM menedžerja in jaz sem tudi bila na enem drugem gradbišču, kjer so bile 3D slike sprintane na steni, zato da je navaden delavec potem lažje, bom rekla, to zadevo razumel in jo tudi verjetno bolj hitro izvedel, ne. Tako da na vseh teh projektih je po moje to enkrat nujno in zanimivo je, da kolegi, ki prihajajo iz kakšnih kongresov, prav danes mi je poročal en kolega, ki je bil tudi s strani naše firme poslan v London zdaj na eno konferenco, koliko je infrastrukture, ker v glavnem se govori, da so stavbe projektirane v BIM-u in da je infrastrukture manj, ampak infrastruktura se danes očitno v svetu že v veličini primerov projektira v BIM-u. Torej, on je bil navdušen, koliko je infrastrukture v BIM-u in mislim, da moramo mi še bolj, ne samo toliko, kot smo do zdaj, se posvetiti temu izobraževanju, da bomo imeli kader, ki bo sposoben pač to spremljati dobesedno na gradbišču in potem v fazi zaključka in ne na koncu koncev tudi v fazi, bom rekla, odprave napak v garancijski dobi, ne, in vse te zadeve, ki sledijo v dobi eksploatacije. Mogoče, če skočim, prej so omenila tole Onkološki inštitut in pač vse tiste razvejanost inštalacij. Pa bi sam za eno tako mnenje vprašal, ker zdaj te napake, ki se zgodijo, najbrž lahko pride iz večjih naslovov. Ali je bil že originalni načrt napačno narejen, ali je bil načrt sicer korektno narejen in pravilno sestavljen in narisan in označen in ne vem kaj že vse, pa je bil potem izveden napačno. Kje po tvojem občutku je v bistvu izvor večjih pač napak? V samih načrtih ali potem v razumevanju danih načrtov in potem interpretaciji tega in potem gradnji naprej? Jaz bi o tem težko sodila, ampak če vzamemo, da je bil en objekt grajen 10 let, ne kontinuirno, ne, se pravi v nekih fazah, pa se je tudi če bi bil vsak načrt 100% narejen, je to potem toliko enih dodelav in
Jaz mislim, da ena zadeva, ena investicija, ki se ne kontinuirno gradi od začetka do konca, zelo težko uspe brez napak oziroma brez nekih popravkov. To je moje mnenje, to je to, kar sem jaz v moji praksi videla in doživela. To mora biti ena rdeča nit od začetka do konca in takrat se tudi, če pride do kakšne napake, lahko takoj odreagira, da se jo ugotovi. Če pa to ni kontinuirna investicija, je to po moje težko. Pa vmes, če so še spremembe, pa da nekaj je upoštevano v spremembi, nekaj pa ni upoštevano v spremembi. Torej jaz o temu, zakaj je bilo in kje so bile napake, ne znam soditi. Slutim pa, da je bil eden od vzrokov tudi ta. Meni se zdi, da je prav ta Onkološki inštitut tipičen in eklatanten primer tega, kjer bi BIM predvsem potem v fazi vzdrževanja bil še kako potreben. Zdaj, kar se infrastrukture pa BIM-a tiče, so še ene težave tudi s tehniko, ker recimo IFC standard vseh infrastrukturnih objektov sploh še ne pokriva, če gremo že na to. Ampak vem, da se projektira čedalje več v BIM-u, tudi karavanke, recimo so to en tak primer, kjer projektirajo, čeprav še niso vse težave tehnično rešene. Tako da mislim, da kar se tega tiče, smo v Sloveniji kar na dobri poti. No. Je pa res ta Onkološki inštitut, če bi mene kdo vprašal, kateri bi bil najboljši primer uporabe BIM-a, bil prav Onkološki inštitut. Ne vem, to mi vedno pride najprej na pamet. Se strinjam, mi smo tudi Ministrstvu za zdravje priporočili, da bi v naslednjih investicijah predpisal BIM. Prav kot firma smo jim priporočili. Skratka, eno vprašanje samo še v povezavi z infrastrukturo v lasti države. Ali je bilo kadarkoli morda kakšna ideja o izdelavi BIM modelov že za obstoječe objekte, infrastrukturo, v smislu jasno lažjega, bolj preglednega vzdrževanja bodočih investicij v nadgradnje in podobnih stvari? Ja, prav takšne ideje na glas nihče po moje še ni upal reči, je pa v resnici, glede na to, da je, če govorimo za ceste, obstaja banka cestnih podatkov, ki je pač dovolj natančna in zelo podrobno opredeljena. Obstajajo GIS modeli, obstaja že veliko, ki bi lahko služilo, kar bi lahko služilo kot ena začetna točka, začetni podatki za enkrat v bodočnosti tudi vzpostavitev takšnega modela, da bi praktično bila celo, da ne rečem, državno premoženje ali pa ne vem, ceste ali pa železnice v enem takem orodju. In zadnjič sem iz enih krogov, ne vem, blizu energetike ali na tak način, oni imajo tudi te zadeve pokrite v teh GIS orodjih in od tam do BIM-a je seveda daleč, ampak ni tako daleč, da se mogoče enkrat ne bi splačalo. Zato, ker mislim pa, da korist potem za uporabnika, kako ima vse na voljo v trenutku, za vzdrževanje, za redne servise, za vse, je pa dejansko izjemno velika. Tako da mogoče enkrat tudi. Ksenija, še kakšen tak splošen zaključek glede tega pogovora o BIM-u v Sloveniji in o TAS Grupo v bistvu, ampak vse mislim, da smo kar dobro zaokrožili vso zadevo. Jaz mislim, da smo povedali po moje glavne stvari, ki mogoče tokrat z vidika enega drugega udeleženca v teh procesih, se pravi z vidika nekoga, ki skrbi za naročnikove investicije v smislu nadzora ali pa project managementa na tak način. In tukaj moram kar priznati, da so v BIM-u projektanti pač z znanjem daleč naprej in jim moramo ostali, tako mi,
kot nadzor ali pa ta projektni menedžment, hitro slediti in se naučiti naših tistih znanj in veščin, ki so potrebna, in bojim se, da so tukaj pa še bolj odzadaj izvajalci, ker če gradbeni izvajalci ne bodo s to tehnologijo pravočasno seznanjeni in vešči jo uporabljati, tudi potem cel proces ne bo uspešno zaključen do konca. Tako da tukaj je še veliko dela, predvsem na izobraževanju. Dajmo jeti na priporočila. Robi, nekaj zanimivega imaš pripravljenega danes? Ja, danes kot priporočilo bom predlagal nekaj, kar ni povezan z BIM-om. Nisem v tem mestnem času naletel na nič zanimivega. Mi je bilo pa to zelo zanimivo, in sicer to je en primer, če se ozremo nazaj na trajnostno gradnjo. Mi je bilo zelo zanimivo, zakaj se tega ni nihče prej spomnil. In sicer izdelujejo hiše iz izrabljenih plastenk. Kar mi je bilo zelo tako, ko sem najprej prebral, sem mislil, to so spet eni hipiji, ampak potem sem šel pogledati in dejansko uporabljajo plastenke na en zelo zanimiv način. Uporabljajo kot izolator, potem to obdelajo z betonom in meni je stvar zelo zanimiva. Tako da v zapiskih najdete povezavo do enega zanimivega videa. Ne verjamem pa, da bi lahko to z BIM-om sprojektirali, ampak je pa vseeno zelo zanimivo. No, z BIM-om bi najbrž to šlo, ne? Samo ne vem, če obstaja tak material, ne? V karakteristik zagotovo ne bi imel. Jaz sem pogledal video in je res tako zanimiv, je pa vmes govora tudi o tem, da na koncu tista stavba zgleda tako kot vse ostale, ne? Samo stene so zdaj narejene iz tega, ne? Še zmeri pa obložene najbrž z mavčnim ploščem na koncu. Verjetno, ampak je pa vseeno zelo zanimiva uporaba enega materiala, s katerim je v svetu zelo veliko problemov. Ksenija, imaš mogoče ti kaj tazga za priporočiti? Ja, jaz bi bolj nasplošno priporočila, da tudi če zgleda težko, ne je treba vztrajati v tej tehnologiji, ker mislim, da prej slej bomo soočeni s tem kot obveznim. Tako da, če se le da, še kakšno izobraževanje, kje se udeležiti in širiti in predvsem združeno nastopati, ne iskati toliko mogoče razdrobljenosti, kot smo običajno vajeni v naši državi. Tukaj mislim, da če ne nas bodo pa tuji, se veste, ponudniki prehiteli po levi in po desni. Ne? Ja. Se trudimo, jaz mislim tudi, da je NC-BIM in ostali, ki recimo delajo v tej smeri BIM-a, mislim, da je pogovor teče in da je želja vseh, da se stvari premikajo naprej. No, v podobni smeri gre tudi moje priporočilo kot zanimivo, ne? To je pa sicer ena knjiga, jaz sem tle priporočal audio knjige, zato ker samo audio knjige načeloma berem oziroma poslušam. To je pa en avtor, Eric Rice, ki je napisal knjigo The Lean Startup. Je pa zelo zanimiva, zato ker pač ta lean oziroma tak vitek pristop prikazuje v različnih scenarijih, od tega klasičnega startupovskega pa do v bistvu konec koncev tudi državnega. Tako da je zelo zanimivo poslušanje oziroma branje. Obstaja jasno tudi knjiga taka na papirni verziji in toplo priporočam za branje. Super. No, sicer pa sledijo hitra vprašanja. Ksenija, povej, BIM programska oprema. Kaj bomo danes ugotovili? Torej, jaz te programske opreme, ki jo uporabljajo projektanti, poznam samo po imenu. Kar lahko rečem, da v določeni meri poznam in v določeni meri tudi uporabljam, so tako imenovani viewerji in checkerji.
To so pač tisti programi, s katerimi opazujemo in pregledujemo že izdelan model. Naj bo to Solibri, Navisworks ali pa Building Explorer, s katerim smo se tudi mi bolj podrobno seznanili na izobraževanju. In mislim, da bomo mi v okviru tovrstnih programov tudi ohranili naše nadaljne izobraževanje. Ne bomo se ukvarjali zagotovo s programi za projektiranje. Se strinjam, napišem kar Solibri, kaj je treba enega izbrati. Aha. Drugače bom pa napisal na vsak način. Building Explorer, zato ker z njim največ delam. Building Explorer. Ja. No, še en program, ki ga jaz prej nisem poznal. Jaz tudi ne. V redu? Naslednje vprašanje, s katerim imamo z Matevžem, v bistvu se največ hecamo s tem vprašanjem. V BIM-u je ta zadnja črka M je vedno predmet debat, kaj ta M pomeni. Eni pravijo, da je to model, eni pravijo, da je to modeling, za zadnjem času se pojavlja management, pa je najno vprašanje gostov vedno, kako razume ta M. Ja, to sem zasledila v drugih BIM pogovorih tudi in jaz moram priznati, da sem tudi za proces, da modeling in to še tak proces, ki ne bi se končal šele tam skupaj z koncem uporabe objekta. Ne? Se pravi, od začetnih faz, kjer je treba pri projektiranju vedno več vložiti v čisto začetne faze, pa potem do izgradnje, do spremljave gradnje, do eksploatacije. Zame je v končni fazi to en proces. No, če sta pozorno poslušala, sem danes vedno, ko sem o BIM-u govoril, sem rekel, da je to proces. Tako da prosim, sem se že naučil stvari. No, zadnje vprašanje je pa ta Open BIM oziroma standardi na področju BIM procesa. Se splača delati po standardih oziroma ali gremo raje na neke zaprte oblike komuniciranja? Jaz bi rekla, da je to nuja delati po standardih oziroma ta Open BIM je skoraj obveza, posebej, če imamo v mislih javne naročnike. In tako zasledim tudi iz zaključkov, ki jih sprejemajo v temu EU BIM Task Groupu. To je povsod nekako poudarjeno, da mora biti izmenjava podatkov pač odprtega sistema. Odlično. Se strinjamo. To še posebej veselje. Bi pa v bistvu samo en tak splošen komentar rekel. Prej si Ksenija rekla, da moramo komunicirati, moramo skrbeti za to, da se BIM znanje razširi in da vsi deležniki poznajo recimo koristi tega. Bi pa rekel eno stvar, da moramo biti pa pri tem, recimo temu, pošteni. V smislu, da pač povemo stvari takšne, kakršne so, ne samo, da rečemo, ja, to pa bi se dalo narediti, pa nihče od tega še ne pozna, ne, kako bi se to dalo narediti. Ampak dejansko Open BIM na vsak način, ampak bi rekel, na koncu sledi še en dodatek temu, da sicer lahko pričakujemo kakšne tehnične omejitve pri tem, ampak še zmeraj se splača potruditi in delati na ta način in ne se zadovoljiti samo z tem, da si v nekem ekosistemu enega proizvajalca programske opreme. Ja, se strinjam, tudi to je res, ampak na tem je treba delati. To se pa strinjamo tudi, ne? Nič. Robi, morda še kakšno zadnje vprašanje, mnenje? Jaz nimam dodatnih vprašanj. Hotel sem pa samo reči, da nismo nič opozorili z Matevžem, da je najna današnja gostja prva ženska gostja na tem podcastu, pa da sem jo želim jo prositi, da bi se čez nekaj časa, mogoče čez kako leto, ko bo malo več znanega o rezultatih sodelovanja v tem EU BIM Task Group, da bi se mogoče spet dobili na podcastu, pa da poročamo, kaj se kaj novega dogaja na tem področju.
upam, da bomo vsi našli čas, da bi se potem spet enkrat dobili. Ja, jaz obljubim, da se bom javila še, ko bomo kaj več seznanjeni in ko bo kaj več za pokazati o rezultatih tega dela v EUBIM Task Groupu. Je pa to zanimivo, da se mi to večkrat dogaja v mojem poslu, da sem prva ženska na določenih točkah. Ampak tako očitno pač je. Z veseljem počnem tisto, kar se mi zdi pomembno in pomembno za bodočnost. In ob tem bi mogoče samo še povabila poslušalce, da bi se udeležili naše letošnje CBIM konference, ki bo 25. novembra v Mariboru. In tokrat bo pa en dan prej tudi tako imenovan BIM-atlon, kjer bodo skupine iz podjetij, univerz pa srednjih šol tekmovale v pripravi svojega BIM modela. Tako da to bi želela še poudariti za zaključek našega pogovora. No, to verjamem, da je tudi kar priporočilo, tudi z najine strani, tudi BIM pogovori bodo tam, tako da se na vsak način vidimo v Mariboru. Ksenija, za konec še enkrat najlepša hvala, da si vzela čas in nam povedala veliko zanimivih stvari, od tega, kako ste se v DRI lotili BIM-a in zakaj, in od pač pogovorov, ki teče na nivoju evropske skupnosti, in pač upam, da se dejansko slišimo spet. Ljubljeno. Mogoče samo še za konec, kje te lahko poslušalci najdejo, kako te kontaktirajo, če imajo kakšna dodatna vprašanja? Mogoče preko združenja CBIM, kjer sem tudi podpredsednica, sicer je pa moj mail tukaj službeni, ga lahko povem, ksenija.marc@dri.si, nisem pa na kakšnih družbenih omrežjih prisotna. Bomo to vse zapisali v zapiskih za to oddajo. Robi, kaj pa ti? Jaz sem še vedno @RobertKlinc na Twitterju oziroma robert@klinc.net, če bi kdo želel me kontaktirati preko maila. No, za konec bi jaz še z moje strani povedal, da pač matevždolenč.com je še vedno spletna stran, kjer najdete informacije in o BIM pogovorih, vsaj povezavo na BIM pogovore, sicer so pa BIM pogovori na spletu, Facebooku in Twitterju. Poslušalce na vsak način prosim, da pride kaj na Facebook ali pa na Twitterju kaj vprašajo. Na vsak način pomaga, če se naročijo na podcast. Sicer pa najlepša hvala še enkrat, Ksenija, za tole javljanje. Hvala obema za povabilo. Robi, tudi tebi za super vprašanja. Inač, se vidimo v Mariboru. Adijo. Se vidimo. Adijo. Adijo.